Zdaj pa k največjim alkoholnim praznikom, Martinovim. Ta je že drugo leto zapored potekal v precej okrnjeni obliki, kot da Slovenci nismo narod pijancev, pač pa narod abstinentov. Vsa martinovanja za širše množice so tako odpadla, so pa praznik vseeno v ožjem krogu praznovali nekateri posamezniki, predvsem tisti, ki so za to priložnost trenirali celo leto. In kaj so o svojih načrtih za praznovanje Martinovega povedali mimoidoči? Joj, še nikoli ga nisem. Kako da praznujemo? Kako? Ne dovolijo? Malo narežemo, malo tako pršutka, malo sirčka, pa tako pa malo nazdravimo, malo vinčka, malo več vinov pokušamo. A se meni zdaj rekla, malo več vina pokušam. Na Martinovo je pač treba pokušati malo več vina. Da veš, a je konsistenten od začetka do konca flaše. In jaz gospod razumem, od lanskega Martinovega sem vsak dan poskušal eno steklenico Cabernet Sauvignon 2020 in šele zdaj lahko z gotovostjo rečem, da ni bila slaba letina. In kaj pravijo gostinci? Oglasili smo se v gostilni Mihovec, ki je imela običaj, da tudi s plesom in glasbo praznujejo Martina že soboto pred samim godom. Vendar letos tega zaradi ukrepov niso izvedli. Pravijo, da je bilo to za njih, ki imajo tudi kmetijo, nekakšen jesenski pust. Saj so se s praznovanjem zahvalili za pridelke, ki so jih v prejšnjem letu dobili in prošnja za novo letino. Dobro, zdaj sem že slišal, da je Martinovo štajersko novo leto, ampak jesenski pust. No ja, če ga proslaviš tako, kot je treba, boš na koncu res nerazpoznaven. To drži. Če nisi pozoren, lahko zamaskiraš še vse v krogu 2 metrov. To je tudi res. Morda si lahko po zgledu jesenskega pusta po novem obetamo še jesenski 1. maj, ko na domačem vrtu kuriš odpadke, v službi pa vsekaš plavga in pa spomladanski božič, ko bomo končno dočakali parlamentarne volitve. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.